Država, v katero potuje toliko poštnih pošiljk, namenjenih za Slovenijo, da so za ta namen preusmerjanja pošte ustanovili poseben oddelek, je? Pozdravljeni v popotovanju evropskih stoječih novic. Danes se bomo odpravili nekam, kjer bomo po poti prevzeli kar nekaj božičnih daril, ki so bila napačno usmerjena in vse do danes niso prispela v Slovenijo. Ja, seveda, na Slovaško. Slovaška je še mlajša država od Slovenije, saj je na samostojno pot stopila 1. januarja 1993, ko se je ločila od Češke. Članica NATO in članica Evropske unije je postala leta 2004. Je celinska država brez izhoda na morje. Približno 80% Slovaške leži več kot 800 metrov visoko nad nadmorsko gladino. Njena krona pa so Tatre, najvišje območje v Karpatih, ki tvorijo naravno mejo med Slovaško in Poljsko. So UNESCO biosferni rezervat in zajemajo približno 100 visokogorskih jezer in kopico slapov. Glavno mesto je Bratislava, ki je znana tudi po Bratislavskem dvorcu. Ta na istem mestu stoji že od 9. stoletja, današnji izgled pa je dobil v 15. stoletju. Slovaška ima tudi odlično kulinariko. Slovaška tradicionalna kuhinja je kombinacija madžarske in češke. Načeloma gre za precej težko hrano, ki vsebuje veliko testa in s kruhom povezanih jedi. Zelo znana je jed iz krompirjevih cmokov. Ti cmoki spominjajo na njoke. Krompirjeve cmoke zmešajo s posebnim ovčjim sirom, ki se imenuje brinza, in praženo slanino. Tradicionalna jed so tudi pirohi, različne vrste cmokov. Slovaki te krompirjeve cmoke nadevajo s sirom brinza, nato pa na vrh namažejo kislo smetano in posujejo s koščki ocvrte slanine. Najbolj pogosta med juhami je zeljna juha, kapustnica, ki ima podobno vlogo kot v Sloveniji goveja. Pripravijo jo tako, da kislo zelje zmešajo v kremasto osnovo s kuhanim krompirjem, gobami, sesekljano šunko, papriko, črnim poprom in česnom. Postrežejo tudi krompirjeve palačinke, ki so ocvrte tako, da so zunaj hrustljave, znotraj pa še vedno pacaste. Jesti jih je treba tople, s kislo smetano, kefirjem ali kislim mlekom. Med sladkimi jedmi boste našli na pari skuhane buhtlje, s sladkimi nadevi in polite z maslom. Imamo pa Slovenci in Slovaki še nekaj skupnega. Poleg tega, da se nekaterim imeni držav zdita tako zelo podobni, da jih radi zamešajo. Nobeno slovaško gospodinjstvo si ne more predstavljati zime brez dobre zaloge vloženih kumaric. Prav tako bi lahko odprli debato o tem, od kje je pravzaprav golaž in kdo skuha najboljšega. Pa naj bo to dovolj za danes. Lepo se imejte, pazite nase in privoščite si kaj dobrega.